obiskovalci, dobrodošli na tradicionalnem srečanju ob 1. maju, mednarodnemu prazniku dela. Veseli smo, da smo se tudi letos zbrali tukaj v prijetnem okolju našega znamenitega Šentvida in bomo skupaj obeležili dan, ki poudarja pomen dela, solidarnosti in skupnosti. Današnje praznično srečanje smo začeli s slovensko himno, ki jo je zaigral Gasilski pihalni orkester Loče. Tradicionalna prireditev poteka v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Sobenja vas in občine Brežice. Zato najprej k uvodni besedi vabim predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Sobenja vas, gospoda Jožeta Savnika. Izvolite. Spoštovani obiskovalci, obiskovalke, najlepši dan, najlepši pozdrav v tem lepem sončnem dnevu. Lepo je, da nas je za ta dan, za to tradicionalno srečanje tudi nagradilo sonce, vreme, da se lahko mi potrudimo in vas ob tem tudi pogostimo. Res za nas že kar nekaj časa 1. maj ni praznik dela, za nas je praznik dela. Mi zelo radi pridemo sem gor, vse to postavimo in vas postrežemo v najboljši moči, kako pač zmoremo. Kajti tudi od tega prihodka, ki ga dobimo s tem, si potem lahko sin opremo in pa seveda objekt in tako obnavljamo in ker ga že čas najeda in moramo tudi to delati. Zdaj imamo glih naslednji teden v planu streho zamenjati, kritino in tudi veste sami, kakve so to cene. Zato se trudimo pa tudi, da vas vsako leto ob takem dnevu tle pogostimo. Skratka, da ne bi govoril na dolgo in široko, se smo vsako leto isti tak, da nam vsako leto isto povedal. V glavnem lepo se imejte, vesele praznike, uživajte. Ob tem bi se pa zahvalil občini Brežice in gospodu županu Ivanu Molanu za pomoč, gospodu Jožetu Packu, župniku iz Čateške fale, ki nam da ta lep prostor in pa seveda tudi elektriko, da lahko delujemo, in pa seveda pihalni borbi Loče, da pride vse gor nas malo razvetri. Še enkrat, uživajte, koliko se lepo. Na pomoč. Najlepša hvala, gospod predsednik. Praznovanje 1. maja ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Slovenci smo ga začeli obeleževati že v začetku 20. stoletja, državni praznik pa je postal leta 1948. Praznično vzdušje nas običajno zajame že na predvečer praznika, ko po številnih krajih zagorijo kresovi in se postavljajo majniki, simboli pomladi, novega življenja in upanja. V prvomajsko jutro pa nas prebudijo budnice. Danes so staro mestno jedro Brežic razveselili zvoki kulturnega društva Pihalni orkester Kapele, ki so svojo glasbo napovedali praznični dan. V naši družbi pa so godbenice in godbeniki iz Gasilskega pihalnega orkestra Loče. Vabljeni, da jim ponovno prisluhnemo.
Spoštovani zbrani, 1. maj je bil kot mednarodni praznik dela razglašen leta 1889 na kongresu druge internacionale v Parizu kot opomin na krvave delavske proteste iz leta 1886 v ameriškem Chicagu. Ta dan nas spominja na pogumne boje delavskega gibanja, ki so prinesli številne pravice, ki jih danes mnogi jemljejo za samoumevne. Pravico do poštenega dela, dostojnega plačila, varnosti in človekovega dostojanstva. Danes se še posebej zavedamo, da delo ni le obveznost, temveč tudi vrednota, temelj osebne in družbene stabilnosti. Spoštovane, spoštovani, sedaj pa k besedi vabimo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Izvolite. Spoštovane občanke in občani, spoštovani delavci, delavke in seveda vsi, ki ste danes tu, prav lep in prisrčen pozdrav na tem res prečudovitem sončnem dnevu in pa verjamem, da tudi na tem prečudovitem kraju, kjer se praktično že veliko let srečujemo. V preteklosti so tu to organizirali nekako sindikati, kasneje, kot so se pa odločili, da ne bojo v naši občini več teh prireditev, pa smo skupaj z Sebenjo vasjo gasilcem prevzeli organizacijo mi in jaz verjamem, da je prav, da na nek način seveda občina in pa gasilci sodelujemo in naredimo ta dogodek. Zato ob tej priložnosti se tudi sam zahvaljujem gasilskemu društvu, ki poskrbi za to, da boste vi tu seveda nekako oskrbljeni in da si boste seveda z dobro pijačo, jedačo in pa vsem ostalim nekako okropili moči, da boste lahko šli tudi nazaj. Seveda, kot je že Anja nekako povedala, delavske pravice so se bile vedno nekako na prepihu, vedno se je bilo treba boriti za boljše pogoje dela in seveda v preteklosti je bilo to bistveno težje, vendar tudi danes ni enostavno. Predvsem največji problem je danes, da dejansko nekako se plače in pa pogoji dela izboljšujejo, vendar imamo pa izjemno velike težave zadnje leta, predvsem zaradi nepredvidljive svetovne situacije, pa naj bo to za mir, za različne šoke, ki jih doživljamo, prav tako pa seveda tudi marsikjerkrat tudi zaradi svojih slabih odločitev, ki jih sprejemamo v tej državi. Zadnje čase seveda se veliko govori o tem, predvsem kako naj bi se izboljšal gmotni položaj zaposlenih, prav tako pa tudi pogoji dela za ljudi, zato seveda tudi v lokalni skupnosti se trudimo predvsem kako zagotoviti čim boljše pogoje za življenje. Tako poskušamo seveda z različnimi ukrepi, kar se gre okolja, kar se tiče zdravstva, zgradili smo zdravstveni dom, kulture in ostale stvari, tudi poskušamo pomagati z določenimi sredstvi, predvsem našim društvom, ki so zelo aktivne. Danes, kot ste slišali, sta dva vključena tu, predvsem godbe, v Brežicah je bila godba kapele, danes tu je pa godba loče, ki se izmenjujejo in s tem tudi popestrijo. Seveda, te vsi višje plače pa je največji problem, da so to višje bruto plače, ne neto, da se plače niso razbremenile, to pa seveda močno obremenjuje tudi občine, vas, predvsem ljudi, ko grejo v trgovino, kajti dejansko vse je dražje, življenjski tisti nujni stroški so bistveno bolj zrasli kot sama inflacija uradna, prav tako pa seveda bruto plače bojo močno spet obremenile, predvsem tiste mlade družine, ki imajo otroke. Naj povem žalostno vest, da zdaj, ko smo preračunali, kaj bo to pomenilo bruto plača glede na državne normative in pa pravila, ki so jim dali, bo za vrtce po novem celo skoraj 800 evrov strošek, kar je res nesprejemljivo. Zato seveda se v občinah trudimo, da bi država prevzela plačilo, vzgojitelj, če že postavlja pogoje, da bi tudi to in da bi bilo podobno kot v šolah in da bi s tem razbremenili predvsem starše z mlajšimi otroki, kajti dejansko ti so tisti, ki so najbolj prizadeti, prav tako pa seveda tudi upokojenci, ki z mizernimi plačami morajo hoditi v drage trgovine. Na koncu, jaz bi samo želel, da vztrajate, konec koncem praznik dela je dejansko postal praznik. V preteklosti, kjer se še spomnite, je bilo večina ljudi na poljih, na njivah, danes več te navade ni, zato se lahko srečamo, ljudje potujejo, se družijo, grejo en k drugim in danes sem vesel, da vas je tudi tako veliko in jaz verjamem, da tudi v prihodnosti bo tako.
Tako da jaz vam želim vse dobro, uspešno leto, lep dan in naj živi 1. maj. Hvala, gospod župan, dragi obiskovalci, še enkrat iskrena hvala, ker smo se letos zbrali v tako zelo velikem številu tukaj na našem Šentvidu. In naj bo današnji dan priložnost za druženje, oddih in premislek o vrednosti dela in medsebojne solidarnosti, o vrednotah, ki nas povezujejo. Za prijeten zaključek uradnega dela in nadaljevanje srečanja pa bodo poskrbeli še člani gasilskega pihalnega orkestra Loče,